Stališča poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke bo predstavil Zmago Jelinčič Plemeniti. Izvolite. Lep pozdrav vsem skupaj. Zakon, direktno povedano, je bedast. Če vzamemo tekst zakona, piše takole: prodaja ognjemetnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, je fizičnim osebam dovoljena od 27. decembra do 31. decembra. Njihova uporaba pa le od 16. ure 31. decembra do 3. ure 1. januarja. To se pravi, kupujemo lahko samo en določen čas, uporabljamo pa lahko vsega skupaj 11 ur. Popolna bedarija. Nekonsistentno in nerazumljivo pravzaprav. Če pogledamo, kaj pa manjka tukaj noter. V Sloveniji je enakopravnost verskega prepričanja, ki pa tukaj v tem zakonu sploh ni upoštevano. Zakaj pa pravoslavci ne bi smeli praznovati svojega božiča 7. januarja in pa novega leta 13. januarja? Tudi oni imajo pravico, da pokajo takrat, kajti to je tudi v njihovi kulturni zavesti, da se poka. V Sloveniji smo to pokanje, ki naj bi preganjalo duhove, zle duhove, uporabljali že v zgodovini. Že v zapisih so uporabljeni možnarji tam že v 18. stoletju pa še prej. A zdaj bomo mi kar prepovedali. Prepovedali so seveda že v času nekdanje SFRJ in so potem, ker se ni smelo streljati in pokati ob verskih praznikih, kar se je dogajalo do takrat, so potem dovolili, da se je pokalo lahko samo za 1. maj. No, počasi smo prišli k pameti, zdaj pa nam je spet zmanjkalo pameti in spet ene neumnosti klobasajo tukaj noter, kaj je potrebno. Je pa smešno to, kdo vse se plete zraven v ta zakon. Tukaj je celo Komisija za peticije in človekove pravice in enake možnosti je pozvala vlado. Pa lepo prosim, a nima peticija za enake možnosti druge kompetence, ne pa da se ukvarja s tem, a bo kdo petarde metal ali jih ne bo metal, ali bo streljal kakšne rakete ali ne. Dejte, lepo vas prosim. Že tako se ta državni zbor se je pokazal pri glasovanju o zakonu o poslancih kot navadni riti. Samo Slovenska nacionalna stranka je bila konsistentna in se držala besede, ki jo je dala. Vsi ostali ste se usrali, pa ste glasovali proti. Prosim vas lepo. A imamo kaj jajc tukaj noter, a imajo tudi moški jajčnike namest jajc, kakor zgleda? Gremo še malo naprej v razne debate. 2. člen tega zakona. Popolnoma brez smisla, ker ti tu piše nekaj, kaj naj bi se in kako naj bi se. Jaz mislim, da je treba drugače pristopiti k stvari. Konec koncev tudi poročilo, ki ga je vlada dala, piše tukaj, koliko je bilo nesreč pri uporabi, nepravilni uporabi pirotehničnih izdelkov. Nesreče so se dogajale z doma narejeno pirotehniko ali pa s prirejeno pirotehniko. Ko je nekdo vzel 10 piratk, tistih takojših petard, in jih je stresel noter v steklenico od Coca-Cole, pa je pa vžgal. Jasno, da mu je potrgal roko. Jasna stvar. Če bi piratko samo pržgal, pa vrgel stran, bi počlo, pa nič več. In zdaj iz tega mi delamo ne vem koga. Potem pa lepo prosim prepovejte umetna gnojila, ki imajo nitrospojine noter, da ne bi kdo skupaj z nafto delal pa eksploziv delal iz tega. Prepovejte kmetom, da to uporabljajo. Pa kakšna država smo mi? Kakšna država smo mi, da se gremo vse tukaj neke prepovedi? Celo Evropska unija, ki je v principu bedasta in nedodelana, je rekla, da je proti temu, da bi kar prepovedovali pirotehniko. Pa porka fiks, dajmo, potem kaj zdaj? Dajmo uvesti, da na stranišču ne smemo plinov spuščati, ker se sliši na glas, ali kako? Tako nekako izgledajo nekateri slovenski zakoni in tako nekako izgleda tudi tale naša parlamentarna zadevščina tukaj. Hecne vse skupaj, ker konec koncev tudi naši mediji temu sledijo. Mediji konec koncev pišejo o tistem, kar se
sliši, ki nekaj zgleda, objavljajo fotografije odtrganih prstov, noben pa ne napiše, da se je to zgodilo, ker je nekdo zlorabljal zadevo, ker je po internetu dobil recept, kako ne naredi kakšno močen eksploziv in ker je to poskušal, se mu je zgodila nesreča. To je tisto, ker če nima pameti, potem se to zgodi. Konec koncev, ko sem jaz mlad bil, sem tudi nekaj tazga delal, pa me je tudi enkrat v ksih dvrgel vse skup, tako da sem bil dotlele gor brez las, no še danes sem brez las, ampak bil sem tudi brez obrvi, pa brez trpalnic, nekaj cajta, ne. Ampak dober, to se zgodi zaradi lastne neumnosti, ne pa zaradi tega, da bi nekdo imel doma tistle vulkanček, pa ga pržgal ob zabavi, pa ki bi mal počel, mal bi konfetov letalo okrog, pa začel bi nekaj goreti in tak ogenček. Mislim, dajmo rajši uvedmo, da se bo vedel, kdo pije, kdo plača, pa da bojo moški. Dajmo nazaj služenje vojaškega roka, da se bo vsaj vedel, kaj to je orožje, ne pa sama posranija, vse nekaj mehkega. Fantov ni več, neki malinovci so, fantki na telefončku ali pa kaj tazga, ali pa s svojim prijateljčkom se šlatata to. Noben več ženske ne gleda, ženske hodijo okrog, gledajo v luft, pa prijateljce potem na pijačo vozijo. Ja, jebem ti šno. Taka država smo ratali, kilava, brez vsebine, brez jajc, brez korajže. To se tudi tle not vidi. Sem že prej povedal, kako nobene korajže se ni pokazalo tle noter, nobenega konsistentnega zastopanja svojih načel. Kar tako neki prn bližen, se bomo pa prilagodili, joj, v časopisih je pisalo, zdaj pa ne smemo tega narediti. Ni pa pisalo v časopisih, da, če se malo vrnem na ti zakon, ni pisalo v časopisih, da samo 2 sejnini oziroma sejnine za 2 nadzornika v Ljubljanski banki bi pokrila kompletnim poslancem tisti dodatek. Ampak nadzornikov je 6. Nič, to je pa v redu. To je pa v redu. Pa to, da ima 50 javnih uslužbencev bistveno višjo plačo kot predsednik vlade. To ni važen. Po poslancih je treba tepsti. Seveda, če se pustite. Če nimate korajže, da bi se postavili za svoje interese in za sebe. Generalna sekretarka je bila v Albaniji in vam je povedala, v Albaniji imajo Albanci 5krat bolj urejeno vse skupaj, da ne govorim tudi o ostalih državah nekdanje Jugoslavije. Mi smo največja teleta, največji revčeki. Ko sem se pelal iz mednarodne konference v Kazahstanu, sem se jaz tlačil od zadaj v ekonomi razredu, Bosanci so sedeli pa v 1. razredu. Fino, ne? Oni vejo, kaj je država, vejo, kaj je državnost in se znajo postaviti in znajo zagovarjati svojo državo. Mi tega ne znamo. In potem pridejo tudi naši ministri, pa se zgodi to, da Pahor sedi v ekonomskem razredu, ker on je pa skromen. Ni skromen, butast je. Zaradi tega, ker vsak, ki vidi predsednika države sedeti tam od zadaj pri skretu, bo rekel, lepo vas prosim, kakšna država pa ste. In tako nas tudi gledajo in cenijo po Evropi in po svetu. Nobene cene nimamo. Nič nimamo od tega. Gledajo nas kot ene brezvezne priveske, tako kot bi en rekel, kakor slepič, za katerega noben ne ve, za koga je v telesu. Je v telesu, ampak noben se o tem, razen ko pride do vnetja slepiča, do takrat pa noben ne ve o tem. Pol pa se zgodi, da mi skačemo do stropa, Juncker pa objame hrvaškega predsednika, ga vščipne 2krat v rit in reče, boste dobili žegen, da greste v Schengen. Ja, ne, seveda. Kaj pa naši se pa skrivajo za ograjem, pa tako špegajo iz ograja, a res je to rekel, ujebem ti, dajmo kaj reči. Ja, to je naš način dela. In dokler ne bomo spucali vsega tega, ne bo nič. Začeti je pa treba v parlamentu. In tudi, kaj je treba narediti, treba je že vendar spremeniti ta bedasti volilni sistem, ki nikoli ne veš, kdo not pride. In potem pride noter, tukaj med nami je vsaj
30 ali pa še več procentov predstavnikov ljudstva, ki imajo inteligenčni kvocijent tam mal čez dnevno temperaturo. No, mogoče nekateri še malo, se strinjam. Gospod Jelinčič, Skratka. prosim, da razpravljate o besedilu, ki je na dnevnem redu. Ja, predsednik, razpravljam o tem, kajti vse to se tiče Državnega zbora. Kajti, če bi Državni zbor bil konsistenten, ko bi imel drugačne ljudi tukaj noter, ne bi takih zakonov sploh vzel obravnavo, sploh jih ne bi dobili na mizo. Zato pa pravim skrajni čas, da se spremeni, da se črtajo volilni okraji in da ima politična stranka pravico na svojo listo postaviti na vrh najboljše kandidate. Ne pa, da ne veš, kdo ti pride noter. Ponavadi pride tisti, za katerega nikoli nisi pričakoval, da bo prišel. In potem od takega človeka ne moreš pričakovati, kaj ti nimamo pa pravice delati inteligenčnih raziskav, koliko kdo sploh ima kaj v glavi, ki pride v parlament. Mogoče bilo dobro tudi to narediti, da se v samem izhodišču, da ne more vsak kandidirati. Konec koncev druge države nekatere to imajo. Pa furajo boljš, kakor Slovenija. Naj se malo še vrnem k tistem nesrečam, ki jih je policija napisala, da je bilo 133 poškodb med leti 2009 in 2018. In če pogledamo, večina je bilo poškodovanih mladoletnikov, pa spet 5 mladoletnikov, 7 mladoletnikov, 9 mladoletnikov, 5 mladoletnikov, 10 mladoletnikov in tako naprej. V glavnem mladoletniki, ki se ukvarjajo s tem doma, ki hočejo narediti kaj hujšega. Jaz mislim, da je bolj smiselno, da te otroke naučimo pravilno ravnati z pirotehniko, ne pa da jim prepovedujemo, ker prepovedan sad je najboljši in najljubši. Dajmo jih naučiti. Dajmo uvesti v šole neko bi rekel, predvojaško vzgojo, če lahko temu rečemo, kakorkoli že, in potem naj se služi vojaški rok. Slovenija je nastala na obrambi državljanov Republike Slovenije, ne na obrambi policajev pa teritorialcev. Te so bili zraven. Ampak večina ljudi, to je bila tista moč. In veliko teh ljudi je prineslo svoje orožje. Tudi jaz sem šel s svojim orožjem. Pa smo kakšen še boljši kos, kakor vojska. Dajmo ljudi izobraziti, dajmo jim možnost, da se naučijo, dajmo jim pojasniti delovanje in nevarnosti, ne pa prepovedati vse. Ker prepovedovali bomo samo našim ljudem in to tistim, ki spoštujejo zakone. Če mislite, da bojo pirotehnične izdelke močne jakosti, temu se reče po domače bombe, če jih teroristi ne bojo delali, se motite. In tistim en tak zakon ne bo nič škodoval. Mi ga ne bomo podprli.